Jaz mislim, da ste vi s svojimi pripovedmi pravzaprav že ilustrirali ta odnos do digitalnega izobraževanja. Odgovor je, ja, je dovolj, ali pa odgovor je tudi, morda ni povsem dovolj. Mogoče nekaj teorije za vsem tem, kar pripovedujemo. Mi govorimo o digitalnem izobraževanju ali pa digitalnem učenju, kar pomeni, da smo, če seveda ta način uporabljamo, digitalno vključeni v družbo. Mi pa vsi vemo, da je digitalna vključenost v današnji družbi bistvena sestavina družbene vključenosti, vključevanja v družbo. Torej, če ne bomo vključeni v družbo na ta način, pa pravzaprav se bomo znašli nekje na robu. In vi veste, da nekatere skupine, seveda starejših, ženske in tako naprej, smo med njimi, imamo tendenco se znajti na robu in se treba proti temu nenehno boriti. Torej, ta tema socialne vključenosti, to je en koncept, ki se je razvil v prejšnjem stoletju in je včasih pomenil čisto nekaj drugega. Pomenilo je, da je industrijska družba bila močna in je imela možnost tiste šibke posameznike pripeljati nazaj k sebi in jim mogoče tudi pomagati. Danes je digitalno oziroma družbeno vključevanje nekaj povsem drugega, predvsem je, kot veste, tak množičen pojav. Zelo veliko ljudi se znajde občasno na družbenem robu in danes je vključevanje drugačno. Ne gre več za to, da smo v nekem stabilnem in varnem ekonomskem položaju. Ne gre samo za to, gre tudi za to, da imamo stabilne, kontinuirane odnose. In tu seveda se vključujejo ti digitalni stiki. Torej gre za odnose, ki so bodisi družbeni, bodisi fizični, telesni, ki jih tudi potrebujemo seveda in potrebujemo odnose, ki so digitalni. In potrebujemo stabilne digitalne odnose. Ni dovolj, da recimo se enkrat slišimo oziroma da se enkrat pišemo po elektronski pošti ali smo enkrat na nekem predavanju ali smo enkrat v neki diskusijski skupini. Ta kontinuiteta stikov je zelo pomembna. To se pravi, vključeni smo v družbo takrat, ko vodimo te kontinuirane stike. Ne vem, kakšna je vaša izkušnja, ampak na začetku korone vem, da smo so študenti dopisovali, vem, da so si oni med seboj dopisovali veliko, kar je bilo dobro, se pravi, mimo nas mentorjev. Vse to se je dogajalo, potem je pa počasi, ko ni bilo več karantene, pa je to gibanje po spletu in pa po elektronski pošti ali po telefonu polagoma zamrlo. In mi smo se adaptirali na to, da živimo z manj stikov, kot bi bilo potrebno. Stiki so nujni za socialno vključenost in tudi, bi rekla, za preživetje. Torej, kot vidimo, v času COVID-19 so naši fizični odnosi omejeni, tudi politično. Mi vidimo, da so zelo različne omejitve v različnih državah. Jaz ne vem, zakaj mi moramo sedeti na 1,5 metra, da je naš virus takšne vrste, v nekaterih drugih državah pa na razdalji 1 metra. Tudi ne vem, zakaj se lahko druži samo 10 ljudi skupaj, po drugi strani pa 1000 ali 5000 ljudi. Kot vidite, zdrava kmečka pamet, kot ste rekli, je tista, ki je v tem primeru gotovo pomembna. Torej, naši odnosi so omejeni, mi pa odnose potrebujemo za socialno vključenost
in za nekakšno normalno življenje. Ja, torej digitalni odnosi, zdaj ko ima manj fizičnih stikov, manj socialnih stikov na nek način, so digitalni odnosi vitalnega pomena. Če to mogoče svojim študentom na nek način poveste, in so vitalnega pomena posebej za starejše. Zakaj smo recimo pred 37 leti ustanavljali Univerzo za tretje življenjsko obdobje? Zato, da bi našli starejši ljudje en prostor, v katerem bi se lahko izrazili, v katerem bi lahko delovali. In zdaj ta prostor v tem prehodnem času so digitalni stiki, digitalni prostori, spletni Moodle učilnice in forumi in tako dalje. Rekli smo, da so povezave pomembne in karantena v času COVID-19 je bila, če se spominjate, brez odnosov težko prenosljiva. In vse mogoče smo počeli, da bi te odnose, vsaj recimo tisti neki svoji bližini, ustvarjali. Jaz recimo, ne vem, sem bila vedno prezaposlena, da bi vzdrževala stike s sosedi. Moji sosedje so postali peki za celotno stavbo in od takrat naprej sem družila. Zelo veliko je bilo drugih primerov, če se spominjate. Nenadoma so se pojavili cinefili, ljubitelji filmov, ki so začeli projicirati filme na fasade mesta. Ljudje so bili na balkonih. Zakaj? Zato, da bi bili skupaj, da bi imeli občutek, da so skupaj. To je bila ta silna potreba po stikih. In še eno zame zanimivo spoznanje iz tega obdobja. En od ravnateljev osnovnih šol nam je dejal, mi vemo, da je šola tu zato, da prenaša znanje. Nismo pa vedeli dovolj dobro, da je tu tudi zato, da nas uči živeti dobro in živeti drug z drugim. In jaz mislim, da je to tudi vloga Univerze za tretje življenjsko obdobje. Torej, če nimamo dovolj stikov z ljudmi, kar je, se bi rekli, nasušna potreba, torej naša temeljna, bistvena potreba, če nimamo dovolj stikov z ljudmi, tudi digitalnih, če hočete, potem kaj se zgodi? Zgodi se to, kar imenujejo zdajle v nekaterih študijah socialna bolečina. Človek brez ljudi občuti socialno bolečino. In ta bolečina je podobna, mogoče ste jo doživeli, je podobna bolečini, ki jo občutimo, če smo zelo željni, ali pa bolečini, ki jo občutimo, če smo zelo lačni. Celotno bitje prežme in težava je v tem, da mi potrebujemo tudi fizičen stik z drugimi ljudmi. Recimo mi, ki se ukvarjamo s starejšimi, vemo, da je največja težava v domovih starejših to, da ljudje nimajo dotikov. Dotiki so pomembni. Tudi vonjanje je pomembno. Vse to mi preko vseh čutov sprejemamo neka sporočila, ampak moramo pa biti v okolju, kjer ta sporočila prihajajo. Torej, v nasprotnem primeru doživimo, če smo predolgo, brez teh sporočil, brez dotikov, brez vonjav, brez drugih ljudi, brez telesnega, brez socialnega stika, pride do družbene bolečine.
Zdaj, vi ste rekli, da predvsem mladi mentori se nekako odločajo za izobraževanje, za digitalizacijo svojega izobraževanja. Na nek način je razumljivo, kajti večino spretnosti, tistih prenosljivih spretnosti, ki jih v digitalnem svetu potrebujemo, dobimo na delovnem mestu. In ko enkrat recimo to delovno mesto usahne, mi ostanemo brez tega, da bi napredovali v teh prenosljivih digitalnih spretnostih in da bi jih lahko uporabljali za vsakdanje življenje. Zato je krasno to, kar ste povedali, da vaši mentori delajo zelo konkretno, da se ukvarjate z spletno stranjo ali stranmi e-uprave, pa potem z e-napotnicami in tako naprej. Vse digitalne spretnosti, ki jih imamo, jih prenašamo v vsakdanje življenje, oziroma vse tiste prenosljive. In jaz bi rekla, da so te računalniške spretnosti ali IKT spretnosti nekaj takega kot jezik. Tudi jezik ne velja za znanje, je spretnost. In mi vemo, da če jezika ne uporabljamo, potem pač ga čez nekaj časa tudi ne znamo in nikoli ga ne znamo povsem, bolj ali manj. Enako tudi s temi prenosljivimi zmožnostmi. Povedali ste, vsaj nekateri, oziroma jaz bi rekla pravzaprav kar vsi, da se srečujete z dvomi, pa z odporom včasih pri svojih študentih. Mi smo recimo slišali, ne, če pa bo Zoom, pa ne, pa mene ni. Po 13 letih. Mislim, človek, ki 13 let pripada neki skupnosti. Ljudje, ki so med seboj na veliko različnih načinov povezani, pravi ne, potem pa mene ni. Jaz sem tu, zato da se mi srečamo, zato da si kaj povemo. Ja, lahko si povemo, tudi digitalno, v tem prehodnem času, v katerem živimo. In torej, zakaj prihaja do odpora? Jaz sem poskušala malo povzeti te situacije, s katerimi se srečujem. Jaz mislim, da na eni strani slabo poznavanje svojih psihosocialnih potreb. Vi ste tolikokrat slišali v predavanjih profesor Krajnc, kaj vse te potrebe so, da se potrdimo, da imamo nek odziv na druge ljudi, da imajo drugi nek odziv na nas. Skratka, da obstojamo, da vemo, kdo smo. In zdaj se srečujemo s tem Zooma ne maram, jaz prihajam, da se srečamo v živo. In velikokrat študentje pravijo, jaz Zooma ne maram, ne da bi ga poznali, ne da bi ga sploh preizkusili. Torej, zakaj ta odpor? Še enkrat, mislim, da tudi zaradi straha pred spreminjanjem. Jaz se spominjam nekoga, ki mi je rekel pred mnogimi leti, kdor ima rad računalnike, mene ne mara. Se pravi, jaz bi se moral spremeniti, mislim, jaz tega ne sprejmem, ti pa to želiš. Skratka, občutek, da na internetu nismo dovolj varni, to dobivamo v vseh raziskavah, nerazumevanje interneta, nerazumevanje digitalnega jezika. Vi veste, da je pravzaprav vsak pojem ima neko svoje ime, ki ni iz običajnega sveta. Recimo, če rečem obogatena resničnost, kaj se mi pod tem predstavljamo. In takih izrazov je ogromno in to na nek način ljudi odbija, ko se poskušajo približati računalniku. Manfred Spitzer, to je eden od nemških raziskovalcev,
psihiater, nevropsiholog in tako dalje, ki se ukvarja z digitalnim učenjem, pravi, da ljudje zavračamo včasih te digitalne možnosti, ker vemo, da je informacij preveliko in ne želimo izgubiti nadzora. Ne želimo se počutiti nemočni ob tej množici informacij, ki nas objavijo. Naši študenti, oziroma ko smo začenjali z univerzo in ko smo jo vsi skupaj gradili, smo vedeli, da v bistvu ustvarjamo za starejše ljudi en javni prostor, v katerem lahko vstopajo, kjer so vidni in kjer so slišani in kjer lahko, tako kot v Grosupljem, sodelujejo tudi z drugimi generacijami. Ta javni prostor, takrat, ko je digitalni, pač ni enak običajnemu javnemu prostoru. In je mogoče zaradi tega do neke mere manj zanimiv. Potem pa seveda vsi ti družbeni stereotipi, ki jih je treba vsakič na novo zanikati. Velikokrat slišimo, starejši se izobražujejo na univerzi za 3. življenjsko obdobje, samo zato, ker želijo biti skupaj. Jaz mislim, da je tisti ravnatelj zelo dobro povedal. Otroci so bili pravzaprav v krču, ker so si tako zelo želeli videti svojo učiteljico, videti svoje sošolce, biti z njimi. To je normalna človeška potreba, ki se povezuje s tem pojmom, ki sem ga omenila, te socialne bolečine ob odsotnosti drugih ljudi. In starejši potrebujemo eno in drugo, potrebujemo znanje in potrebujemo druženje, tako kot vsi ljudje tega sveta. Zdaj pa mogoče vprašanje, kako narediti, da starejši pridobijo digitalne spretnosti in kdo je za to odgovoren. Torej, nam se je pokazalo, da smo za to odgovorni vsi, torej vsi strokovnjaki, nedvomno, vsi izobraževalci in tudi izobraževalci odraslih in starejših odraslih. To je pravzaprav naša naloga. In mi v številnih evropskih projektih se pravzaprav srečujemo z digitalnimi metodami, z digitalizacijo izobraževanja, smo pa malo bolj leni, da bi te metode prenesli v svoje vsakdanje delo, ali pa vsaj ne dovolj. In tu je pravzaprav naša odgovornost. Če mi študentom, starejšim študentom, ne damo možnost z našimi programi, da uporabljajo digitalne metode, kako bomo potem od njih pričakovali, da se v narekovajih digitalizirajo. Naša odgovornost je to. Po drugi strani pa gre za digitalno opismenjevanje in digitalna pismenost je en tak razpršen nepismenost je en razpršen družbeni pojav. Več takih pojavov imamo, kot recimo revščina, funkcionalna nepismenost, digitalna nepismenost. Ker je to razpršen pojav, ga tudi rešujemo razpršeno. Vprašanje je, ali lahko recimo s politikami, oziroma zgolj s politikami, lahko so še tako zelo dobre, rešujemo dejanska vprašanja digitalizacije izobraževanja. Po vsej verjetnosti ne. Lahko pa ta vprašanja rešujemo, in govorim tu iz lastnih izkušenj, z eno kupico majhnih projektov, majhnih iniciativ. In to je bila tudi pravzaprav usoda univerze za 3. življenjsko obdobje.
Ko smo začenjali pred 37 leti, ni bilo v prostoru pravzaprav ničesar, razen merjenja pritiska in pa, ja mislim, da je bilo merjenje pritiska, bili so upokojenski izleti in nekaj društev je imelo takrat bifeje, od katerih je živelo. Druge vsebine, pa zbori so bili seveda. Druge vsebine drugih vsebin za starejše v tistem času ni bilo. Pa pogledajte, kakšno je, to seveda proces, ampak kakšno je stanje danes, ponudnikov izobraževanja starejših je pravzaprav veliko. In tisti, ki so ponudniki izobraževanja starejših, so tudi ponudniki, če lahko temu tako rečemo, ali ustvarjalci digitalnega izobraževanja in pa izobraževanja na daljavo. Torej, če zelo na hitro pogledamo, vi to pravzaprav veste, ker to v svojih krajih tudi občutite, to so ljudske univerze, občine, organizacije starejših in za starejše, kot recimo ZDUS in društva upokojencev, potem so centri dnevnih aktivnosti, knjižnice, podjetja, Inštitut Antona Trstenjaka, nevladne organizacije in Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, ki ima zdaj v tem trenutku svojih 75 v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje vključenih univerz. Se pravi, veliko možnosti tudi v majhnih krajih, iz tistega, kar nekoč sploh ni obstojalo. In jaz mislim, da tudi to digitalno izobraževanje, ki je zdaj silno podprto na vseh ravneh, bo imelo učinke ali pa jih ne bo imelo na podlagi nekih politik in odločitev, lahko jih bo imelo seveda, lahko pa tudi, da ne. Prav sigurno pa je, da če bomo z majhnimi projekti šli v ta svet, se bo marsikaj spremenilo. Ja, mogoče eno spodbudno sporočilo. COVID-19 je, no dobro, to je malo manj spodbudno, je gotovo zdravstvena kriza, je gotovo moralna kriza. Veliko stvari se odpira, je politična, gospodarska kriza, če hočete, je pa tudi velika priložnost, da mi, oziroma da starejši študentje vstopijo v digitalni svet. To je resnična življenjska situacija. Mi smo se leta in leta Neuška trudili s to digitalizacijo, ampak dokler so ti medsebojni stiki fizični, telesni tudi, mislim, veliko smo se objemali, poljubljali in tako naprej, dokler je to teklo, ni bilo mogoče to tako zanimivo. Danes so pa digitalni stiki tisto, v kar moramo vlagati v tem, upam, prehodnem obdobju. Ja, mislim, vi ste vsi povedali, kakšno je stanje pri vas. Bilo v času COVID-a. Pri nas se je 30%, torej v Ljubljani se je 30% programov digitaliziralo v prvem trenutku na zelo različne načine. Zanimivo je, da vse teme, ki so vizualne, recimo umetnostna zgodovina ali filmska vzgoja ali kaj takega, vse te teme zelo dobro, brez nekih posebnih travm, lahko prenesemo na splet. In to se je tudi zgodilo. Nekateri, mislim, zlasti moški študentje so dejali, da to je pa zdaj krasno, ker oni lahko ob katerikoli uri pač pogledajo predavanje, zelo dobro vidijo sliko, ki v dvorani mogoče ne vidijo tako dobro, ampak seveda šlo je predvsem za tiste študijske skupine, kjer prevladuje metoda predavanja. Ta je res prenosljiva, brez težav prenosljiva na splet.
To pa, kar smo spoznali, pa seveda, mislim, vprašanje koncentracije. Na vseh konferencah, na katerih smo zdaj, imajo samo 2 plenarna govornika. Vsak ima 10, največ 15 minut časa, potem se vedno razdelimo v delovne skupine. Ker preprosto koncentracije, to vrstne koncentracije pač ljudje, katerekoli starosti nimamo. To se pravi, to je problem. Problem je, kako spodbujati interakcijo, ker če moraš najprej, mislim, pritisniti na gumb, pa poiskati prave načine, da se vključiš, pa med tem že tvoja domislica, ki si jo imel, ali tvoja reakcija na nekaj povedanega ali na druge ljudi izgine. Torej, morali bomo razmišljati o tem, kaj se dogaja s to interakcijo in kako jo spodbuditi. To, kar se je pokazalo, tu mi moramo vizualno zaznavanje pogosto zamenjati samo z slušnim zaznavanjem in obratno. To recimo, mislim, učitelji tujih jezikov dobro vemo. Ampak zdaj na spletu je to še pomembnejše. Vsekakor vse teme niso najbolj primerne za digitalno izobraževanje oziroma za izobraževanje na daljavo, vizualne teme zelo, oziroma tiste, ki se jih da vizualizirati. In nam se je izkazalo, recimo, z Urško so bili zelo zadovoljni, ker smo bili v filmski šoli in pri Figovcu, v gostilni, sicer pa bi morali biti v Lizboni. Dokler je dolga pot, vedno se na nek način utrujen. In ta šola je zelo dobro tekla. Mi smo na koncu te šole lahko naredili neke filme, se naučili neke filmske teorije, razumeli svetlobo, temo, zorne kote kamer in tako dalje. Ampak predavanje oziroma nastop našega mentorja je bil zelo strukturiran. To pa je treba vedeti, da digitalno izobraževanje zahteva strukturiranost. Dosti močnejšo kot sicer v našem fizičnem stiku. Morda, jaz bi zaključila s tem, da je izobraževanje iz oči v oči vseeno potrebno. Mislim pa, da je digitalno izobraževanje tudi potrebno in da je seveda potrebno oziroma nujno v tem času, ko potrebujemo stalne, kontinuirane stike. Če hočemo ostati socialno vključeni, kar je pravzaprav naš namen. V nasprotnem primeru, če izpademo iz teh stikov, če se umaknemo iz teh stikov, kaj nas čaka, raziskave, te zadnje raziskave so še drugače pokazale, čaka nas prizadet imunski sistem. Zdravje se začne rušiti. In to sem poskušala enemu od naših študentov tudi povedati, za ženo sta se umaknila na podeželje, torej virus bo ostal proč od njiju. Ja, ampak kaj se pa dogaja z njuno psiho v tem obdobju, kaj se dogaja z njunim zdravjem, to pa je zdaj drugo vprašanje. In to je mogoče tisto, kar je treba tudi študentom povedati. Če hočejo varovati svoj imunski sistem, potrebujejo stike. In v današnjem času so stiki tudi digitalni. Boškar zdaj lahko pokažela film, ki smo ga naredili na podlagi naše filmske šole. V dobro univerze, vi ste videli že prej filme iz Sinejča, pa ste videli filme iz Refugees In, torej drugačne filme. Tukaj je film, ki je reklamen, je animacijski, zelo kratek, boste videli, zakaj gre.
Hvala lepa. Jaz bi rekla, recite digitalnemu znanju ja, da.